Danes cerkev obhaja enega najpomembnejših praznikov posvečenih blaženi devici Mariji, praznik njenega vnebovzetja. Na koncu njenega zemeljskega življenja je Kristusova mati šla z dušo in telesom v nebo, torej v slavo večnega življenja, v polnost občestva z Bogom. Tako je papež Frančišek nagovoril z okna apostolske palače zbrane vernike na trgu svetega Petra. Današnji evangelij nam predstavlja Marijo, ki je takoj potem, ko je po delovanju svetega duha spočela Jezusa, šla k ostareli sorodnici Elizabeti, ki je tudi čudežno pričakovala otroka. Med tem srečanjem, polnim svetega duha, je Marija izrazila svoje veselje v pesmi Magnificat, saj se je v polnosti zavedala pomena velikih stvari, ki se uresničujejo v njenem življenju. Po njej se namreč dopolnjuje vse pričakovanje njenega ljudstva. Evangelij pa nam tudi predstavi pravi razlog Marijine veličine ter njene blaženosti. Ta razlog je vera. Elizabeta jo je namreč pozdravila s temi besedami: blagorji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. Vera je v srčju vse Marijine zgodovine. Ona je namreč vernica, močna vernica. Ona ve in to tudi izrazi, da v zgodovini nekaj velja le nasilje mogočnikov, oholost bogatih, arogantnost ošabnih. A kljub temu Marija veruje in razglaša, da Bog ne pušča sami svojih ponižnih in ubogih otrok, temveč jim prihaja naproti s skrbnim usmiljenjem tako, da prevrne s prestolov mogočne, razkropi ošabne v mišljenju njihovega srca. To je vera naše matere. To je vera Marije. V Marijini pesmi pa lahko zaznamo dopolnjen smisel Marijinega življenja. Če torej Gospodovo usmiljenje poganja zgodovino, potem je nemogoče, da bi v grobu trohnelo telo nje, ki je rodila začetnika življenja. Naše življenje, če ga gledamo v luči Marije vzete v nebo, ni več klatenje brez smisla, temveč je romanje, ki pa ima navkljub vsem negotovostim ter trpljenju jasen cilj.